Cerje in pomnik braniteljem slovenske zemlje. Tiha priča grozotam Soške fronte, danes pa veličasten simbol neupogljivosti slovenskega naroda. V daljavi čaka današnji cilj Trstelj, vmes pa greben Črnih hribov. Že z vrha Cerja se vidi kontrast dveh svetov, zasnežene Alpe in svetleča modrina morja. Na zemlji, ki nosi napise preteklosti. To je pot od Cerja do Stenkove koče na Trstelju. Razširjena slovenska planinska pot, 11. del, sem pri Stenkovi koči na Trstelju, do sem me je pa vodila pot preko 11 hribov in 10 dolin. Pa poglej. Parkirišče pod Cerjem je urejeno izhodišče. Do vrha prvega hriba na 343 metrih nas loči le 10 minut hoje. Sprehajamo se mimo drevoreda hvaležnosti, projekta obnove po požaru leta 2019. Takrat je ogromen požar opustošil Cerje, ki se še niti ni dobro opomoglo od požara leta 1994. Namen zasaditve drevoreda je bila obnova avtohtonega zelenja, vendar je imela burja in suša s požarom leta 2022 drugačne načrte. Kaj več o tem pa kasneje. To je pa sneg. Dobrodošli na prvem pohajkovanju v letu 2026. Sicer en video od lani še pride ven. Danes se sprehajamo po grebenu Črnih vrhov. Ne, Črnih hribov. Tamle naše gore so zasnežene, tukaj na Primorskem pa kar fajn sonce pripeka. Glih prav za hoditi. Pomnik braniteljem slovenske zemlje je 25 metrov visoka kamnita trdnjava v 7 nadstropjih. Postavljena je v naravni amfiteater s širokim razgledom od Jadranskega morja do Furlanije, Dolomitov, Julijskih Alp in v Vipavsko dolino. Najbrž je tudi to razlog, da so prav tukaj potekale grozote 9. soške bitke. V trdnjavi je predstavljena vsa vojna zgodovina na naših tleh s stalno razstavo o Prvi svetovni vojni. V bližini je po obstoječih poteh in vojaških cestah speljana pot miru na Krasu. Greben Črnih hribov na slovenskem Krasu je 10 km dolg greben in poteka od meje z Italijo pa do Trstelja, ki je njegov najvišji vrh. Del trase vodi po poti miru, tako da si lahko predstavljamo, da bomo videli kar nekaj opomnikov na Prvo svetovno vojno. Čeprav bi si lahko predstavljali, da ime izvira iz temne zgodovine v teh koncih, pa v bistvu ponazarja obsežne temne borove gozdove. Ampak tista tema zaradi borovcev, ki so nekoč hribom dali ime, je danes postala sinonim za drugo črnino. Ker se je začelo s požarom leta 2019, se je julija 2022 spremenilo v pekel, ki ga Kras ne pomni. Več kot 2 tedna neusmiljenega ognja je kljub polni aktivaciji gasilcev in drugih uničilo 3500 hektarjev površin, od tega kar 2900 hektarjev dragocenih gozdov. Iz te stiske se je rodil projekt Skupaj za Kras, s katerim s pomočjo donacij na različne načine vračajo življenje tej ranjeni zemlji. Eden izmed njih je nova daljinska krožna pot Zeleno srce Krasa. V 6 etapah bo na 103 km povezala 4 slovenske in 3 italijanske občine, ki jih je prizadel požar. To ni le pot, je simbol povezovanja in obnove.
Uradna otvoritev poti bo potekala 22. aprila 2026 ob 11. uri pred pomnikom miru na Cerju. Naj nas še dolgo navdihuje pri opazovanju, kako se življenje vrača v te kraje. Vabljeni, da se pridružite, delite svoje pohodniške utripe na poti z mano in ostalimi. Tole turo je najboljše narediti med jesenjo in pomladjo. Poleti pa tukaj vročina ničke ne prizanaša. Kakšne posebne obutve ne potrebujete. Teren je lahek, sicer kamnit, previdnost ni odveč. Jeseni in spomladi pa je obvezna zaščita proti klopom, ker se radi skrivajo v tem goščavju. Lahko poklukamo drugega od 10. Veliko medvejšče, 376 metrov. No, to je pa dodatni bonus 11. vrh, zato ker ni označen in ni poimenovan. Je pa nekje nad 380 metrov zdaj to. Tle so podarkacije. Нельзя. Tole bo naš naslednji podvig, Fajti hrib, 434 metrov. Tukaj je pa bila obrambna točka Avstro-Ogrske. Pred dobrim stoletjem je bila to ena najbolj krvavih točk Soške fronte. Ker je bilo tukaj središče avstrijske obrambe, se je glavni del bitk po zavzetju Doberdoba prestavil na to območje. V 9. soški bitki je bil hrib za eno leto celo v italijanskih rokah, a so ga avstrijske čete uspele ponovno zavzeti. Tukaj pa ni edina zgodba le vojna, ampak tudi upor. Med obema vojnama so se v teh gozdovih in kavernah na tajnih sestankih zbirali primorski antifašisti. Tri od 10, Fajti hrib. Zdaj pa spet malo dol, pa spet malo gor. Tamle pod velikim vrhom, pa tukaj pod Fajtim hribom so pa eni zelo veliki napisi, ki se bi dobro videli z dronom. Ajovo na novo. Štiri od 10, veliki vrh 463 metrov. Gremo naprej.
Gremo na Renški hrib. Pet od 10, Renški vrh, 450 metrov. Pa naprej. Pa. Vrtovka ali Trešnik, odvisno od vera, 502 metra. Zaraščena, ampak tukaj se vidi. Tole pa mislim, da je bila italijanska vojašnica. Sedem od 10, Lešenjak ali Lesenjak, 553 metrov. Še malo. Osem od 10, Stolovec, 565 metrov. Tukaj pa je Kras pokazal svoje zobe. Eno podrto drevo, trenutek nepazljivosti in adijo moj najljubši flis. Ampak dobro, do cilja ni bilo več daleč, je pa jopica sedaj popravljena in pripravljena na nove akcije. Na poti do 9. vrha spet dobimo več opominov, da gre za staro vojno območje. Morda to med hojo hitro spregledaš, ampak na tej poti nas spremlja zgodovina. Celoten greben od Cerja do Trstelja je preluknjan in prevrtan. Tukaj so nekoč kaverne in jarki nudile edino zavetje pred granatami. Devet od 10, Stol, 629 metrov. Tamle je pa naš končni cilj. Tamle čez je pa Nanos. Kako se lepo vidi. Jaz sem ga prva videla. Morje.
In še Trstelj, 643 metrov, 10 od 10. Snežnik, ni šans, da vidimo. Slavnik, Koper, Izola, Vogel, Triglav. Koliko meri Triglav? Še nekaj korakov naprej in pot nas pripelje do Stjenkove koče, na mestu, kjer je nekoč stal italijanski vojaški objekt. Poimenovana je po narodnemu heroju Antonu Šibelji Stjenku, odprta pa ob sobotah, nedeljah in praznikih. Gotovo morate poskusiti njihove žlikrofe. Pot po grebenu je dolga dobrih 8 km, je pa tukaj speljana tudi slovenska turnokolesarska pot in pot Adria Bike. Možna so številna druga izhodišča, praktično iz vsake vasi pod grebenom, zato si dolžino poti lahko prilagodite. Evo pa sem nazaj na izhodišču, na parkirišču, moram pa biti iskrena. Prepozno smo štartali, pot je bila dosti daljša, kot sem pričakovala in ujela bi naju noč, če bi šle peš nazaj. Tako da se je našla ena zelo, zelo prijetna gospodična, ki naju je zapeljala do avta nazaj. Veš, kdo si, ne bom izpostavljala, ampak mislim, da si nama prihranila kar nekaj težav in skrbi, pa mogoče še kako poškodbo. Hvala lepa. Sicer pa pot traja dosti dlje, kot je opisano, predvsem na račun kamnov, blata, pa podrtega drevja, še vedno ni izčiščeno iz vseh preteklih požarov, razumljivo, ampak pač podaljša pot. Pa tudi na začetku sem omenila, da ne rabite posebne obutve, zato jaz bi rekla, da pozimi jo. Ravno zaradi tega. Kamen je, blato, kamen je skrito pod travo, noga hitro zdrsne ali pa klecne. Zdaj pa po pameti, varen korak in naročite se za nova pohajkovanja.